Ste zato, da danes skupaj pošljemo svoje srčne želje k univerzumu? Najprej vam bom seveda povedala nekaj navodil, vi pa se ta čas lepo udobno namestite tako, da vam bo fajn, lahko stegnete noge, lahko imate skrčene, meni se gleda neka nitka že, hoče z mano očitno sodelovati. V glavnem, to, da ima zvok seveda tako posebno moč, je zdaj že res tako znano dejstvo, ne. Obstajajo rušilni zvoki, ki motijo naše celice, obstajajo pa tudi frekvence, ki nas povezujejo torej z univerzumom. In pri uresničevanju želja je taka res posebna podporna frekvenca, frekvenca 963 herca. Bomo jo seveda pozneje tudi predvajali, zaenkrat pa, kot rečeno, torej še majčka naše teorije. Poslušanje frekvence 963 herca torej pomaga uresničevati želje, fajn pa je seveda tudi, da imate pri poslušanju zaprte oči. Pomembno pa je, da gre za vaše srčne želje, ne? Da si nekaj torej res tako iz srca močno želite, ne? Ne vas pri tem torej ne vodi ego, ker potem itak ne bo nobenega efekta in ste brez veze sedeli in poslušali tale zvok. Torej, frekvenca 963 herca odpira portal za komunikacijo z univerzumom, kar omogoča, da lahko lažje torej aktiviramo zakon privlačenja in seveda zaprosimo za tisto, česar si zares resnično srčno želimo. Da pa bi se vaše želje čim prej manifestirale, pa sledite torej naslednjim korakom. Melodijo nastavite na relativno tiho jakost, ne prodati na maksimum, ne rabite na glas slišati, ampak tako, da jo rahlo še slišite. Zamižite in poslušajte torej to melodijo, nato pa si torej zamislite vašo željo. Glavno je torej, da je želja iskrena, pa tudi seveda, da jasno in eksaktno poveste, česa točno si želite. Ne postavljate recimo si želja v smislu, da bo vse dobro, ne. Ne, meditirajte in vizualizirajte svojo željo. Bodite pozorni seveda na svoje občutke, ki se vas torej lotevajo med samo meditacijo in s hvaležnostjo torej pošljite svoje prošnje vesolju. Meditirajte z nasmehom, ne me zdaj tako smrtno resne face, lahko se smejite in uživate v tem, če ne drugega, ko sedite udobno, pa fajn muziko poslušate. Tako, zdaj pa gremo torej za gušt spustiti to frekvenco 963 herca. Se pravi, nasmeh na obraz, zamižite, zamislite si vašo željo, vizualizirajte, bodite pa pozorni torej na vaše lastne občutke, zlasti na občutke hvaležnosti. Pa dajmo. No, to pa zdaj seveda zgolj res demonstracija, ampak zdaj ste videli, kako izgleda, to seveda traja dalj časa. Enostavno greste na YouTube in najdete torej cel kup takih posnetkov, ki so dolgi tudi po več ur. Torej, frekvenca 963 herca. Zdaj pa še samo par besed o hvaležnosti. Univerzum zelo reagira, če seveda se izražate hvaležnostno, ne? Pa si boste mislili, pa saj nič nimam, ne, kaj bom hvaležen, ali pa, ampak rad bi šel pa še tja, pa to bi naredil, pa bom pa res hvaležen, samo da še to dobim, ne? Napaka. Namreč bolj, kot smo hvaležni za materialne in nematerialne stvari oziroma dogodke, več jih tudi pritegnemo v svoje življenje. Pri tem pa seveda ne mislimo zdaj nekega žebranja naučenih sestavkov, ampak premišljeno in zavestno ugotavljanje, kaj vse dobrega že imamo. In če realno pomislimo, tega v bistvu ni tako zelo malo, ne? Smo zdravi, da imamo kaj za jesti, pa da seveda imamo tudi ljudi, ki jih ljubimo in jih imamo radi. Zdaj hvaležni smo lahko torej za marsikaj, kar morda sebično seveda jemljemo za samoumevno. Jasno in glasno izražanje hvaležnosti je torej taka brezplačna, a dokazano osrečujoča navada in še eno opozorilo, ne. Na izražanje hvaležnosti ne postane avtomatizirana dejavnost, temveč posvečen in tak res zaveden ritual. Super je recimo posvečeno dnevno zapisovanje hvaležnosti. Tako, razmislite in seveda naj se vam uresničijo prav vse želje.